Dober večer vsem skupaj, dragi obiskovalci, dragi gost, brat Joško Smukavec. Lepo pozdravljen v večeru s knjižnico na tale petkov večer ob 7. zvečer v prostorih knjižnice in v prostorih Kapucinskega samostana. Kako sva se približala te dve stavbi, a ne, z lahkoto, s tem orodjem. Lepo pozdravljeni vsi na Facebook strani knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. Z nami, kot rečeno, brat Joško Smukavec, težko pričakovani gost. Bog daj, dober večer. Dober večer. Midva sva se dogovorila, da se bova tikala, ker so se najine poti v Škofji Loki že križale. Prosim. Tako da sva znanca in bova temu primerno tudi poklepetala. Ja. Brat Joško, v tem tednu si imel rojstni dan. Danes teden na Jožefovo imaš pa god. Ob tem ti voščim vse najboljše in Bog te živi še mnogo let med nami. Super. Hvala. Med Ločani si zelo priljubljen. Mnogi Ločani, pri tem mislim na širše območje Škofjeloškega, nekako na območje nekdanje občine Škofja Loka, ki ga pokriva tudi knjižnica Ivana Tavčarja s svojo knjižnično mrežo. Mnogi te že poznajo in cenijo. Ko smo v knjižnici napovedali tale pogovor s teboj, je v Loki in okolici kar zašumelo. Hvala, da si s takim veseljem sprejel naše povabilo. Mnogi so se skupaj z menoj veselili tega današnjega večera. Najprej še prosim opravičilo občinstvu, ker je moj glas nekoliko v slabši kondiciji. Upam, da nama bo z Joškom uspelo pripeljati ta večer do konca. Zdaj me pa zanima za začetek, kako se prepoznaš v tem opisu na začetku, ko sem rekla, kako si priljubljen, kako so mnogi težko čakali, da se pokažeš nocoj v tem pogovoru tudi preko omrežja, tako rekoč, vsem dostopnega, da premaga fizične razdalje. Preko teh ekranov. Pritisk je to. Pritisk je to pričakovati. Ne, lepo je to slišati, seveda je lepo. Ampak sem vesel, da lahko, sem tako dozorel, da lahko že slišim tudi pohvalo, ker sem človek, ki sem bil vzgajan trdo gorenjsko, gor bohen in se ne hvali, ne vem kaj, ne objame se, v bistvu to ne preveč, ne. Hvali se tako ne, ker je samoumevno, da ti delaš vse dobro, ne, in da je v redu, se pa zelo grajo, ne, in zelo išče, no, tako sem jaz živel in sem v bistvu bolj poznal grajo, ke pa pohvalo. In ker sem spoznal pohvalo, sem bil čisto zmeden. Zmeden, tako, že po naravi sem bolj zmeden. Včasih mi kdo reče, bil je tako prikupno zmeden. Ampak to ni videti, vsaj kolikor te jaz poznam. Ja, sej to večkrat mogoče pa že leta naredijo, veš, da se tako malo rečeš, aha, sej to pa kar luštno, da to kar si, ne. In pol je rata še zabavno, če kakšno stvar malo zamešaš in polomiš, pa da se ne sekiraš več, no, to mi je zelo pomembno. Tako da zelo dobro prenesem in jaz sem za to, da bi že zdaj povedali si na zemlji, kako smo dober, ne samo na grobu. Da se znamo lepo pohvaliti že tudi tukaj, a ne? Tako, a veš, da čisto preprosto rečeš to, kaj je. Ker sem šel z Vipavskega križa sem v Loko, sem jim naredil med zadnjo mašo tako lep govor, da bi takrat lahko kar umrl. Si se počutil že kot v nebesih. Ja, to je tako, kot takrat na Britofu rečejo, ne. In to je bilo tako dobro, ker sem prvič to poslušal, veš to, kako te cenijo, kaj si naredil. Tudi tam so Primorci tako, veš, da tudi vidijo, kakšen človek si. In to mi je dalo tak zagon, da sem pa priletel tlele v Loko, tako kot satelit, in tle pa ni bilo tega tako. Je razlika karakterna. To je bilo res, prevelika razlika je bila. Veš, tle pa ljudje, ki si jih pozdravil, preč pogledajo narodno ime. Mimogrede, danes so se Tanjo zmenila, da sem lahko takole domače, da me še tako spoznate, kako sem.
redovna obleka, sej ne bi paše na vse to, ne, redovna obleka. No, in ko sem šel sem, tako, ko greš s habitom kot kapucin, tako me še tako ne bi poznali, čez mesto, pa rečeš dober dan, pa preč pogledajo, reč, kje sem pa zdaj to, ko pa je zdaj narobe. Pa pri maši sem se pohecal, okej, pa so vsi dol gledali, pa sem rekel, Jožko, spet se nekaj neumnost povedal, ne. Mislim, pa je tako res težko, z eno tako občutkama, veš, enega hvaležnosti, prideš sem, pa doživiš eno tako, kva pa ti tle. In pa smo začeli to kar govoriti, javno, še Mitja je bil tlele, kakšni kristjani smo, ne, kako mora biti kristjan živ, če pa še ne reče dober dan. To mi je bilo res grozno, no. In pa je pa enkrat ena gospa rekla, tako po maši, en mesec pa pol sem bil tlele, sem bil res tako že malo potrt, tako veš pa rečeš, tle pa res nimam jaz kaj iskati. Pa prav, Jožko, veš, mi te imamo zelo radi, ampak malo nam je težko, ker nas kaj vprašaš, ker nas kaj izzoveš, pa ne vemo, kako odreagirati, pa tako naprej. In potem se mi posvetilo, ne, da ni nobena težava, pač rabimo čas in mi je lepo. No. Pa si pa tako začel pasijon, to je bilo 2014-2015. Super, no. Tim bova spregovorila še v nadaljevanju. Ja, še prideva do tega, ja. No, tako da mi je lepo. In sem pristaš, da že zdaj govorimo tako, kar je. Če je lepo, govori lepo. Če je pa narobe, pa tudi povedi narobe. Obojno mora biti. Da pohvalimo tudi tisto, kar je dobro, a ne? Sproti. Če ne bomo znali pohvaliti, tudi ni pravično, da samo grajamo. Tako. Ker jaz ne verjamem taki graji. Imamo levo in desno roko, oboje treba uporabljati. Jaz sem, hvala Bogu, levičar. Jaz pa desničarka, vidiš, roko si lahko podala. Smo popoln, tako. Ja. Kako bi, Jožko, ti predstavil sebe? Kdo si? Kaj rad počneš? Aha. Ja. Moram povedati, da vprašanj ne vem. Ja, seveda ne. Ja, seveda ne. Ampak poznaš odgovore? Spoznavam odgovore. Ja, boljš tako. A veš kaj, po naravi sem sanjač, to je sigurno, to bi se prvo videl. Ne? To je nekdo, ki po loki zdaj hodi in gleda gor, kako je od zgore, gleda tle, kako je tle in gleda tudi od tla, kadar mu je nerodno. Tako, sanjač, to mi je tako. Zelo rad živim. Ja, zelo rad živim. Jaz sem delal v proizvodnji 5 let. Lip bled. Kdor je to delal v kakšni proizvodnji ali pa, da je bil pod pritiskom norm in številk in plače in penzije, da bo enkrat šel v penzijo in samo to čakaš, to je dan, težek. In ko sem šel ven, vse mogoče pa je prišla do tega, če boš, je kakšen detajl še povem, ne, sem začel dihati z te službe, ampak ne morem verjeti, kako sem prišel, ne, ker sem jaz bolj tak strahopetec, ne, in se težko odločim za take velike korake. Vsi so rekli, jaz bi šel ven z te službe, pa še vsi so tam, po večini. Ne. Si šel ti ven za vse ostale. Ja, jaz pa, ker sem tako nekako, želel ven, pa nisem upal povedati, ker sem se bal, kako upal splačal, pa kako bo doma, pa sem pa kar naenkrat dobil možnost in sem odfrčal po 5 letih ven. In takrat je bil najboljši trenutek, star sem bil pa že 24 let. In najboljša odločitev je bila to, da sem začel živeti tako, kar si sam želel in kar je bilo v mojem srcu. Prej so mi pa skozi narekovali drugi. No in zato rad živim. In ko sem spoznal Boga, tole res lahko rečem, no, ali pa, ko sva se srečala tako... Na ti, ja. Tako, je tako močno. Takrat se mi zdi, da sem videl, kako sem čudovit v Bogu. No. Ja. Človek mi ne more tega toliko povedati. In potem sem tudi videl čudovitost ljudi. Tako se je vse kar odprlo. Meni so rekli, koliko sem zaprt prej. Koliko si ti zaprt, koliko si ti rezerviran človek. Ne? Ja, to zdaj, in sem bil res, jaz sem bil tako prestrašen, sem se vsega bal ljudi, kva mi to naredili, vse samo druge poslušati, kva moraš narediti, Jožko še to nis, pa še uno nis, pa zakva to tako naredil, skozi ni glasovi od drugot, ne, od tebe, kje sem pa jaz bil?
me ni bilo. No, in to mi je taka posledica, da sem se lahko sprostil in rekel, evo me. Ja. Tako, te 3 stvari bi rad rekel. Poj pa, rad imam vodo. Rad imam vodo. Za piti? Ja, rad imam vodo. Rad imam naravo, tako planjave, rožice, živalce, tako, ja, tako romantično, no. Rad imam našo zemljico, rad imam našo Slovenijo. Evo, to je to. Ne. Ja. Sam pa vidim, da imam še stvari, ki se tako malo pridejo, kakšen nespoštovanje do sebe, ki ga imam zelo v sebi, nizka samovrednost, samopodoba, to imam še tudi s tem se še ukvarjam, ker včasih kaj polomim, pa me je sram priznati. Pa se rečem, oj, kaj si to naredil. Ampak to sem vse pokasiral, ker mi noben ni znal tako, da bi spregovoril že prej v puberteti, sem pa mogel sam do tega prihajati, da ni nič narobe, če Jožko kaj polomi, kaj zažaga narobe, ker sem šel lesar, kaj zažaga narobe, kaj, ja. To, na tok. Povej mi, a te večkrat povabijo goste na kakšne podobne pogovore kot zanimivo osebnost, da te ljudje še pobliže spoznajo? A si že bil gost v kakšni knjižnici? V knjižnici pa še ne. Torej smo prvi, si čestitamo. Ja. Ampak je zanimivo, prej je Bernard rekel, a spet imaš Zoom. Tako da, ja, sem rekel, ljudje zdaj pridejo domov in smo skupaj in radi poklepetamo. Povabijo v župnije, to res veliko, no, tako da kakšno stvar lahko si izrečemo, tudi meni je dragocena, če lahko kaj izrečemo sebi, to, kar lahko, ne. To. V knjižnici pa še ne, ker se knjižnice jaz malo izogibam. Tako da res, ja, nimam rad knjig. Ja. Malo zato, ker sem dislektične narave in to te, ki ste, te, ki so, zdaj, če nekdo posluša, ve, kaj govorim, mi zelo težko beremo in jaz se zelo moram matrati in to je zame toliko težko, ampak je zdaj že dosti boljš, ne, je bilo pa toliko težko, da ko smo v osnovni šoli pa v srednji šoli kaj brali, jaz sem vedno se bal, so rekli, zdaj pa za brati. In ko sem prišel na vrsto, jaz sem se tresel, moker, potil in bolj so se mi smejali, jaz nisem vedel, zakaj se mi smejijo, sem čist narobe nekaj po svoje bral, ne. Ja, to mi je težko in sem dobil malo ta občutek, a veš, nemoči, malo tukaj enega taka strahospoštovanja, čeprav zdaj tle v Loki, pa tudi v Križu smo imeli tako oren knjižnico, staro knjižnico, to pa rad pokažem. In pa me vprašajo, koliko ste pa že knjig prebrali tle, bratje, sem rekel, teh ne beremo. Ja. Te so zgolj tako in jih berejo tisti, ki študirajo v njih, mi se pa samo občudujete, ne? Ja, mi se pa samo z njimi bahamo in rečemo, to so nam pa bratje pustili, hvaležnosti, to je pa biser kraja, Loke, konkretno naša. To pa zdaj delamo samostalno še od spodaj, našo knjižnico, to pa rad delam. Postavim, prebelem, fizično, ja, prenesem jih tudi, berem pa ne. To mi je težko. Saj berem, saj sem prebral ene knjige in to mi je fajn. Bom pa pokazal knjigo, ki mi je spremenila zdaj življenje v zadnjem letu, tako. Ali pa dosti mi dala misliti. Vse knjige, ki sem prebral, mi pa zelo noter ostanejo. To pa res. Ja, to pa jih je, no, nekaj sveda jih je. Ampak tisto, ki preberem, pa zelo moja rata in je zelo njen. Torej, tudi glede študija, ne, saj brez branja ne gre, si mogel kar nekaj literature predelati. Seveda, ampak so pa tudi zapiski, pa izpiski, pa izpiski izpiskov. Izvlečki. Ja, tako si pomaga človek, da preživi. Ja. Povej mi, lej, svoje življenje si posvetil Bogu, si duhovnik in redovnik. Ja. Živiš Bogu posvečeno življenje. Ja. Koliko časa že? Začel sem 99.
V obletnici, v prvi uprizoritvi škofjeloškega pasijona, v tej moderni dobi, če to imenujem. To je to. Ti si takrat ogledal škofjeloški pasijon? Ne. Si slišal zanj? Ne. Kdaj pa si prvič se srečal s škofjeloškim pasijonom? Koliko je super to vprašanje. Ja, ne, jaz sem zelo slabo kaj vedel o cerkvi tako. Vedel sem, da je stavba, pa vedel sem, da se noter je maša, pa vedel, da je britev, da je pokopališče, pa da se cerkveno porod, pa da se duhovnik, nekaj sem vedel, ampak za škofjeloški pasijon nisem še slišal takrat. Slišal sem poj, se mi zdi, da ko sem prišel kapucinom po letu 2000, ki se je začel govoriti bolj o njem, prej pa nisem vedel. Žal mi je. Zdaj to nadoknadam. No, zdaj si pa prišel v samo srce škofjeloškega pasijona. Zdaj sem v srcu, kako je Bog znedljiv. Ja, Bog je znedljiv. Dobi enega tipa, ki pojma nima v teh stvarih in Boga da notri, ker je prav, da to spozna, ker je to življenje, ne. In zdaj se jaz tlele, res mi je lepo, no, se vključujem v ta tok, no, in mi je toliko dragoceno to povabilo, da me je pasijon povabil notri. Jaz to zelo tako vidim, tako čez. Če se vrneva na prejšnje vprašanje, kaj pa to pomeni Bogu posvetiti življenje? Ja, super. Kdaj si ti sprejel to odločitev za posvečeno življenje? Ja. Kako te je Bog poklical? Ja, fajn. Tudi sej ti, ki imaš moža, tudi, ti pa šel naproti, ne. Ja, zelo podobno tle vidim, no. Jaz sem to skozi malo nosil, ko sem začel z Bogom tako se družiti na ti. To je bilo, ko sem šel s šihta, pa agronomijo študiral, sem takrat začel z mojo deklino, prijateljico deklino, sva začela na ti in to je bilo, je bil Bog in je bila ona. Ja. In pa je bilo še zraven. No, in takrat sem začel pa odkrivati, kako je to nekaj dragocenega. Pa skozi si imel, jaz sem od majhnega noter, ne, v cerkvi, ampak nič. In potem sem razmišljal tako noter, v srčku, pa kdaj tako mi je bilo, kako bi bilo to lepo. Jaz sem tudi že, ko sem na faks agronomije hodil, sem več bil v kapeli, kot pa na faksu. Jaz tega prej nisem molil, no. Ja. Tam študiral za snov, za izpite? Ne, Ne, ko sem hodil k verouku, se naučiš tiste molitve od tako naprej, sem to nič nisem ponotranil. Pa sem videl, da je Oče naš, koliko je to ena lepa molitev, da je Zdrava Marija druga molitev, da to ni skupaj, da je Slava Očetu že tretja molitev. Meni se to kar tako, vse besede je ratala super, ne. No in sem sem bil v kapeli, sem bil tudi tam v študentskem domu v Šiški, Frančiško študentski dom, sem dobil domek v študijskem času, no in to me je presenetilo poj. In to mi je tudi bilo čisto podarjeno. No in tam sem poj bil več v kapeli, ker smo imeli, pa sem šel pa še malo na faks. Ja. In tam se je začelo, no, in taka ljubezen, jaz si nisem sicer pustil tega, ampak vse sem vedel, kako Bog želi, da bi bil samo njegov, no. To sem tako zaznaval, nisem si upal priznati, ker jaz sem s kmetov in jaz moram kmetijo naprej peljati, pa še agronomijo sem šel študirati, to vse mora iti naprej, to sem jaz tisti, veš, jaz, ne. Noter pa nisem verjel temu čist, ne. In ni bilo sreče, ker sem pomislil, je bilo res to noro, no. Tako da sem se pa počasi odločil, noben ni vedel tega, to je bilo čisto v mojem srcu. Ati pa mami sta tako mislila, da bom jaz kmetijo tam v Bohinj naprej pelil, je rekel. Razkrinkali so me pa včasih, ker so me videli, kako sem lepo prmaši, pa kako vstanem, pa kako mi molitev veliko pomeni. To sem včasih vprašal, če bi bil, ne. Sem rekel, to pa ne. Jaz bom imel žensko, lepo žensko, otroke, kmetijo naprej peljati, to je moje življenje. Veš tako, se kar vržeš v ta kolesje, ne. To je bila pač to, ko sem zmogel, ne. Potem pa sem res videl, ne, da, ker se je pač tudi končeval, sem pa res rekel, nekaj moraš narediti, Jožko, ne, se imaš 27 let, ne. Ja, tako da sem pa res v enem, na romanju v Asizi. Kako sem kapucine zbral čist X, a veš, nisem tudi najprej nič poznal o njih, nič nisem vedel o njih. Vedel sem, da so frančiškani, ker sem pri njih živ.
Kapucine znač nisem. Jaz sem bil tako en tak ozek človek, čist, ampak nisem še zmogel, ne. No in potem sem spoznal njih, začel brati, Cimer je bil na duhovnih vajah, ena moja prijateljica je bila z njimi v Assiziju, moj dober prijatelj na faksu je nekaj spoznal ene dva kapucina in to se je kar vse začel govoriti o njih in potem sem začel pa malo tako raziskovati, to pa sem bolj tako sam raziskovalen človek, radoveden. In tudi se veliko čudim. No in potem sem pa prišel in sem rekel, pa sem pa prebral tako, so pisali, to je pa red svetega Frančiška. Prva knjiga, ki sem jo prebral v tem času, je bila pa sveti Frančišek. Mala Terezika, Janez Vianney, sveta Klara. Ja, to so leta. Jaz sem svetnike začel brati. Ja. No, tako da sem pa dobil tako eno tako vrednost o Bogu, pa eno tako, kaj imam rad, naravo imam sila rad. Vse se je poklopilo, no in pa sem videl, da so to eni ljudje, ki so se dali Bogu posvetiti, to pomeni vse pustili, skupaj živijo, molijo, so prijetni, ker imajo dolgo brado, pa te svoje luštne oblekce s štrikom in otroci so jih vlekli za kapuco, in so rekli, kapucin, kapucin, kapucin. In to je bilo tako dobro, kaj je ena igrača za otroke. No in to me je tako prepričalo. Pa sem jih pa še gledal, tako daleč, noben ni vedel, da jaz to delam. Noben. Pa sem videl pa skupaj vse, in minorite, in frančiškane, in kapucine. Minoriti so bili tako tak Armani stil, zelo lepi so, tako tak habit imajo tako črn. Res lepo, veš, tako rečem, Armani stil, ne. Frančiškani, ok, sem jih poznal, sem rekel, ok. Kapucini so bili pa taki čisto odbiti. Nekaj skuštrani so bili, vse je bilo odpet, habit je, vse je skozi nekaj plesalo, se kitara, bosi so bili, ene ponošene upanke so imeli, vse sem rekel, to je življenje, kaj? In me je prevzel. Ja. Ja, in je čudovito, in pa sem prišel noter, sem prvič doživel, to je pa to, ki si lahko cel. Prej, ko sem imel punco, se vedno malo tako, veš, pa sem dosti dober, pa nekaj tako, pa bril sem se strašno, pa ne vem kaj. Pa usta sem si dajal, da sem imel dober zadah, pa tako naprej. Skozi nekaj boljš. Tle sem pa lahko bil to, ker prvič sem to doživel, evo, pri 27 letih. In to sem imel za eno tako potrditev, en mir. Ja, in sem pa je postal. Ta prvo postaneš kapucin, pa so pa še rekli, a bi šel študirati teologijo, sem rekel, pa ne še teologijo študirati. Če bi postal duhovnik, ne, to pomeni, da pa greš študirati teologijo. Sem rekel, jaz sem zdaj nehal z agronomijo, pa ne morem jaz še teologijo, res nisem jaz brihten, no, res nisem jaz brihten. Tako, težko se učim, vse je logično, ne. Ampak tako, kakšne povezave pa super delajo, ne. No, in pa so pa rekli, pej še študirati teologijo, da bi bil duhovnik. To sem pa zelo težko, ker sem jaz mislil samo brat ostati. Meni je bilo to všeč, ne duhovnik. Ja. Jaz nisem se počutil vrednega, res ne. Da bom jaz kdaj komu kaj govoril, da bom komu kaj za zgled. Jaz sem hotel biti tako nekje sam, delati na vrtu, z ljudmi se srečati, biti z njimi, da pa jaz kaj govoril, mašo imel, to se pa nisem videl. No, pa se je pa počasi to kazalo in ker sem bil čist pred posvečenjem, me je še enkrat prijela ena taka stiska, nisi ti vreden, da ne bo šlo, pa so bratje rekli, nehaj biti napuhnen, nehaj biti domišljav, ti boš res čudovit duhovnik. Ne? Ja, nisem tega verjel. Pa sem šel pa v Asizi, sta pa tam dva mlada človeka prišla k meni, še zdaj spomnim, pa sta rekla, padre, tvoj benedikati, naj jo želiš blagosloviti, naj jo lahko blagosloviš, ne? Sem rekel, ne morem jaz, to dela duhovnik, ne, tu, faj tu. In ti boš. In ko sem jaz tam jih blagoslovil, sem tako zjokal se, tako od srečen jih objel, sem rekel, to je pa to. Ja, pa spoved sem prej odkril, sam pri sebi in sem rekel, kako je lepo biti duhovnik. No, to mi je potrdil. Ja. Kje si bil v Sloveniji
po svojem mašniškem posvečenju, kje si deloval med brati Kapucini, v katerih krajih? Ja. Mogoče samo ta prvo še, da redovništvo, ki mi bolj pomeni, no, duhovništvo je plus, a veš, je plus. Ta prvo sem, kot brat Kapucin sem bil v Ljubljani, 2 leti, ker sem bil, niso vedeli, kaj ne z menoj, ker sem bil toliko odštekan. Potem sem šel 1 leto v Italijo, kjer sem naredil novicijat. Potem sem prišel nazaj spet doštudirati do konca. Potem sem šel v Vipavski križ. No, tukaj se pa že začne duhovništvo. V Ljubljani sem začel, pa v Vipavski križ sem bil Kapucin, tudi duhovnik. Potem sem prišel pa Samoloko. Kako se počutiš kot Škofjeločan? Kdaj si to postal? Katerega leta? Kako te je pot pripeljala v Škofjo Loko? Ja. A veš kaj, Škofjeločan postati je pa po mojem kar zahtevno. Ja, to morajo Škofjeločani reči, veš, da si Škofjeločan. No, meni je super biti tukaj v Loki zdaj. No. Saj sem že prej malo nakazal, kako, a ne. Predvsem se videl, ne, da ta gorenjski človek, ne, pa rečeva, da se podeželje pa meščanstvo razlikuje, se to poznamo, ne? To je logično. Poje se te kotline, če živiš v kotlini ali pa neki na odprtem, spet v Gorenjskem se pozna. Če so v kakšni vodi, se spet pozna, ampak je to malo vpliv, ne? No, tlele v Loki pa nisem razumel, ali so to meščani ali so malo meščani, ker je malo mesto, ne? In tak miks je bilo vsega, ne? A veš, sigurno prej so prišli te iz hribov, pa z kmetov, ljudje, tudi z njimi smo zelo povezani, ne, od vse povsod, so mi bili bliže, ne, a veš, bolj na ti, pa domače. Tle Loka sem doživel tako zadržanost, ne, ampak toliko noter lepega, pa mehkega, pa iskrenega, samo veš je ta preverjanje, kaj mi hoče, kaj le hoče. Tako, to sem doživel, no. Ja, in poj, ko greš pa čez, pa ko se, ja, ko ti zaupajo, ali pa, ko te vidijo, da jim nočeš nič slabega, ampak da res želiš, da jih imaš rad preprosto, no. To pa poj začnemo plesati skupaj, no. Ja, jaz res mi je lepo, evo, grem lahko v habitu, grem lahko takole, ko sem čez Loko, mi je res lepo, no, ja. Midva sva se v Škofji Loki prvič srečala po smrti patra Angla. Ja. To je bilo decembra leta 2013. Tako. Jaz sem tedaj mislila, da si v Loki v povezavi z njegovo smrtjo, obredjem in pokopom, da si v pomoč bratom in tako dalje. Vendar si mi pojasnil, da si prišel, da ostaneš. Kako si sprejel novico, da prideš v Škofjo Loko? Kako pride do take odločitve v vašem redu pri bratih? Si vse prav videla in mislila, da sem res prišel zaradi Angela. In ko je Angel bolehal, smo se začeli pogovarjati, tam se zdi oktobra 2013, kdo bi šel v Loko, ker je Loka bila res so bili bratje, pa je bil še Robert, pa Marjan je bil bogi sam, ne, Potočnikov, ne, kako zdaj narediti, kdo zdaj v Loko, ne. To je bil konc leta, ne, kako šti zdaj, tam imaš zastavljene stvari, tam si z ljudmi. Jaz sem imel še, mi grede, če sebe pogledam, sem imel božično zgodbo o nastajanju, da bo poje decembra, ne, sem rekel, pa kako mi je šel, so me enkrat vprašali, ne, Jožko, bi šel ti, sem rekel, jaz ne vem, kako pa je ne, malo motiv, pa tako naprej. Ja, smo se večkrat, je bilo več nas vprašanih, ne. Tako da začne se en proces spraševanja, razločevanja, no, potem se je pa videlo, da Angel zelo popeša in je šel tudi v bolnico. Smo pa kar dobili tam, se mi zdi, če se prav spomnim, tam decembra, tam po Miklavžu, Jožko prav je, da bi šel v Loko pomagati, pa prideš nazaj. To so mi da prvo rekli. Ja. No, potem pa, ja, se je pa zgodilo, da je umrl, a ne, na sam Silvestrovo, no, in jaz sem na tisto samo Silvestrovo prišel sem, 2013. Tako da sva v bistvu res midva zamenjala, on je odšel, jaz pa prišel.
On je šel v nebo, jaz prišel pa z zemlje, na zemljo. Ja. Tako da sem res hvaležen, pa z Mitjem sva takrat prišla, z bratom Mitjem, Ponikvarjem. In potem smo bili skupaj z njim, res ta čas 2 dni, molitveno in tako naprej. Potem pa, je bilo življenje naprej. Pa so mi pa rekli marca, da bom šel nazaj. No, potem so pa rekli, ker se je tako še pripravljalo, jaz bi mogel še končati birmance, pa Varuk bi mogel še 2-3 razrede končati. Pa so pa rekli, Joško, daj ti ostani tle v Loki, pa Marjan ne pride nazaj. Tako da je šel pa z Marjanom sva se zamenjala. Da je šel Marjan, ja, in mi je pa fajn tono, ker si Angela omenila, pa vidim, kako ti je veliko pomenil. Angelu so rekli, da pride Joško gor in je bil tako srečen. Ja. Res je bil srečen. No? Ja. Sem čist drugačen karakter kot on. Ne? In sem to smo zdaj v njegovi sobi, v angelčki sobi. Ja. In ja, super. Pa so mi pa dali še tole sobo počas. Pa je prišel moj predstojnik, pa je rekel, Joško, tole bo pa Guardianova soba. Sem rekel, aha, grem ven. Je rekel, ne, ti boš Guardian. Ja. Tako, ja, tako, evo. Tako da ste zdaj v klauzuri, v angelčkovi sobi in tle nadaljujemo življenje. In danes smo se lih pogovarjali, še to je fajn mogoče, da veste, da v bistvu je veliko več mojih bratov kapucinov na drugem svetu, pri Bogu, tam pri Bogu mi res verjamemo, da so, in nekaj nas je zdaj še tlele, ki hodimo tja. Ja, tako da jih je veliko več tam. Ja, tako da je povezano to. Ampak čas teče naprej. Yes. Ja. Povej mi, zaupal si mi ob prihodu v Škofjo Loko, nekaj si že omenil, da ti je bilo kar težko na začetku. Ampak takrat nisi bil prvič v Loki. Ja, ne. Je bilo to kaj povezano? Ja, je bilo povezano. Ja, je bilo povezano. V Škofji Loki. Ja, več je teh povezav. Skozi je Loka nekje skozi Loka. Jaz sem v Loko prišel kot srednješolc, ne, kot lesar. 3 leta sem hodil tle skoraj mimo, ne, na poden, in tle vse tele okrog vogle, ki zdaj hodim, drugače obiskoval tudi s kakšno flašo in cigareti, se zdaj hodim in res blagoslovim kdaj. Čez to, ko sem hodil mimo cerkve, sem rekel, kdo pa tle noter živi, nikoli nisem videl, nikoli nisem šel notri. To je en tak spomin, ki mi je zelo smešen, ne? Sem rekel, pa kak je to možno? Pa je druga stvar, ki smo hodili kot že kapucini, tam mladi, ne, sem pomagati v Lotko za sveto Ano. To je bilo kar naporno, res je bilo naporno in smo z grenkim preokusom smo prišli sem, ne, a veš. Zaradi teh spominov? Ja, zaradi teh spominov, ja. Veš, to je bilo res, res kar težko. No, ampak okej, gre mimo, gre čas naprej. No, ki sem prišel pa sem, to bom pa kar zdaj povedal pred vsemi. Sem prišel pa sem, pa pravi Robert, ne, brat Robert, to je toliko čudovit človek. Sej, kdor ga je poznal. To so bratje, ki so nam naredili tako, da je lahko samostan tako čudovit, lep, da smo mi bratje lahko tako sprijeti. To so bratje pred nami naredili, ne, angel, le kaj naredili. No, in je pa Robert rekel, veš tako, Joško, dobrodošel v hiralnici. Sem rekel, kakšni hiralnici? Je rekel, naš samostan se samo hiramo, sami stari smo tle, umiramo. Tako je govoril počas. Sem rekel, Robert, ne, pa jaz sem prišel živeti sem, ne pa hirat, ne. Ja. Tako mi je bilo tako grenko, ne, se mogoče mi tudi ta poja grenkova malo še ostala, ne. Še to, da sem videl, da res ne morem čist nič, da bom res te samo shiral. Pa samostanček je bil tako zelo še umazan, velike vlage tle noter bilo. No, pa smo začeli pa kar orenk, belt, zdrgan dol to plesen, ja, in smo si ga naredili tako, pa luči mi smo strašno šparali z elektriko in po noči je bilo čisto temno.
kaj v grobanci. Sem rekel, zakaj je to možno, ne? Zakaj je to treba? Ja, zato, ker je šparamo, ne? Sem rekel, ako se pa kdo polomil, ga bo poj, ne? Ja, no in pa smo naredili tako na hodnikih, take lušne, male lučki, da brli, in je prav prijetno zdaj, no tako, tudi po noč, če priješ takole odkot, je prijetno, te lepo sprejme, no. Ja, tako da, evo, čas gre naprej in zdaj sem tle, in zdaj smo tle. Torej, zdaj si rad v Loki, a ne? Ja. Zanimivo je, ne, kakšen obrat se je zgodil. Namreč lansko leto, mislim, da je bilo to, si nastopal v tem videu, promocijskem videu na turistično organizacijo. Obiščite Škofjo Loko. Seveda ta video je krožil svetlobno hitrostjo po omrežjih, vsi so bili navdušeni in ne samo to, tudi vodstvo te kampanje Moja Slovenija te je prepoznalo kot najbolj gostoljubni obraz pač v tej kampanji. Zanimivo se mi zdi, da zdaj pa že vabiš ljudi v Loko, ne, po svoje si težko prišel sam, ampak zdaj pa jih znaš že tako lepo povabiti, da prepričaš prav vsakogar. Kako ali pa kdaj si razumel, zakaj te je Bog hotel imeti v Škofji Loki? Prej si rekel, da imaš rad vodo in v Škofji Loki vode ne manjka. Ampak res, zakaj? Kdaj si začutil, da imaš pa tle eno poslanstvo? Ja, to nisem še začutil takrat, dokler nisem prišel v Loko. Res ne. Jaz sem človek, ki živi zdaj. Ne morem, nimam jaz tistih, jaz nisem človek načrtovanja, zdaj moram pa tja, zdaj bo pa tam šel, pa tam, jaz to tako trpim, jaz zdaj rad živim. In mi je fajn ta korona, ker zdaj živemo, a veš, sej ne veš, kva bo jutri in to mi je super, ker se vse sesuje, ne, vse je sud, vse je negotovo in to je meni tako super, ne. Jaz res uživam to, tako da nimam jaz teh načrtov, kje bom zdaj pristal, ne. Bolj sem človek, ki lahko sprejme, ne, to pa sem bolj človek, ne, ki sprejme situacijo, ki se hitro prilagodi, ki hitro, to pa je dislektično malo, po moje narava, pa malo moj karakter, zelo hitro naredim en kot, a ne, tole koncentracijo imam zelo slabo, vse šiva, pa tle noter nekaj čudno je moteno, ne, ampak se pa to tako razširja, ne, se tako, vsi senzori se širše razširjajo in gledaš širše, sicer ne tako globoko, ampak zaobjameš in vidiš, kako živeti, kaj narediti, to imam pa zelo močno, no, ja, in veliko sprejmem, veliko toleranco sprejemanja imam, tudi slabo in dobro, evo. Ja, tako, to mi je zelo dano, no. Nisem pa šel tudi ne zaradi vode. Vodo sem odkril šele zdaj zadnji 3 leta. Prej sem se jo celo bal preveč. Ja. Ampak tako, a si začutil že, da imaš neko svoje poslanstvo tukaj v Loki? Ja, a veš, no, ta video mi je... Zakaj si bil poslan v Loko? Ta video, s tem se ne ukvarjam toliko. To ti je čisti po pravici, lahko rečem, ne. Zdaj mogoče, ker sem dobil dekret, to pomeni eno tako potrdilo, da sem duhovni spremljevalec, pasijona mi je zelo dragoceno, ne, ker je nekaj tako zelo uradno in so tudi bratje prepoznali, da je to prav, da sem jaz, ne. Drugače tega ne rabim jaz toliko. Jaz bi rad živel brez titul, samo zdaj, ne. To mi je tako. Bi tudi tako bil, tudi če ne bi imel lista zraven, bi bil z veseljem, ne. No in ta video, ali pa ta povabilo bi bilo tako smešno. Sem rekel, pa nam jaz tlele bohinc, ne, jaz sem še kar bohinc drugačen. To ostane. Vprašajte moje bohince, kako so rekli, pa nam bo zdaj bohinc Škofjo Loko vabil, ne, veš. Ja, to so moji bohinci, ne, so res lušni, so mi tako tudi rekli, ne. No, ampak ne, mi je bilo lepo in eno priznanje, ko so me vprašali, in potem, ko sem šel po Loki, ne, sem videl, tam se je nekaj več zgodilo, no. Ja, res se je nekaj več zgodilo in tudi te snemalci, karata, pa to vsi, mi smo bili tako srečni, pa ne, da bi zdaj kaj mogli narediti, ampak kar delamo. In kako delamo, ne. Res, in koliko so mi pustili svobode,
To je res noro, ne? Veš, kaj te vprašajo, kaj bi rad, kako bi rad, ti imaš tam en tekst, ki sem vse pozabil, pa zamešal. Ampak ne, je bilo v redu, ne, ja, lepo. A veš, lahko sem bil to, kar sem, ne, in sem res ponosen. In potem sem ta prvo, pazi to, ne, ta prvo se klical Tineta, Radinjo, župana. Tine, zmagali smo, pa to ne moraš verjeti, ne. A veš, to je res lepo, ne. Takle, res mi je lepo, ne. Tako je na tako, lej, skupaj smo, jaz nisem to čutil, da sem zdaj jaz kaj večjega naredil, skupaj smo naredili, vse so te ljudje naredili, ne, ki so se pustili na ulici nagovoriti, ki niso zbežali, ampak so prišli zraven, ne. Sam si nič, ne. Te ljudje, ki si jih v tem spotu srečeval, to so bili naključni nekako posnetki ali je bilo to? Eni, ja, vse je bilo naključno, nič noben ni bil nastavljen, ne. Vsi so bili na tistih mestih, kjer morajo biti. Ja, mimoidoči takrat so prišli, jaz sem bil res jih vesel, da so jih tam bili. Te, ki so bili tam v teh prostorih in trgovin in cvetličarn in teh prostorih, ki smo jih obiskali, so bili tam. Ja. Tako je moglo biti, kaj je moglo biti, evo, kje je bilo. Ja, in to je to, jaz to zaplešem. V glavnem, ta video je bil zelo opazen in tudi ti seveda si pol bil pohvaljen, ker jaz sem videla tudi, kako se je to širilo, sem rekla, Jožko, že čisto domače Škofje Loke, tako super se mi je zdelo. Lepo. Tudi, ko sem videla. Sam res rečem, veš, ni bilo to moje, to je bilo od vseh, ne. Ja. A veš, lej, sam nič nisem, ne, res nič nisem. Ampak se je pa prav videlo v videu, da se dobro počutiš. Ja, to pa res. To, kar sem. Zdaj si predstojnik Kapucinskega samostana Škofja Loka. Trenutno ste 4 bratje? Ne, 6. 6 vas je? Ja. No, saj sem hotela vprašati, če je to res, zato ker vem, da se zelo hitro menjate. Brat Pavel, brat Miha, brat Jaro, brat Jakob in jaz. Aha, čudovito. Ja, taka res pestra ekipa. Super. Bratstvo. Kakšno je vaše poslanstvo v Škofji Loki danes? A je to še vedno isto kot v času Pasijona, ko se je zapisal ko se je zapisalo to besedilo, ko ste nekako bili zato tu vaši bratje, predhodniki, da se posvečate premišljevanju Kristusovega trpljenja. A to še ostaja? A se je kaj spremenila vaša naloga? Zopet ne vem čist, samo z naše strani lahko povem, pa vi, ki zdaj gledate, boste mogoče tudi, mogoče kakšno stvar malo drugače ste videli ali pa slišali, pa bi tudi z vaše strani je zelo dragocena slišati jo, no, tako da če bo kdo, kar povejte. Ne, jaz mislim, da smo mi tako, kot smo bili skozi. Bratje za ljudi, tlele, za ta čas. In mi, brate, prosimo, te, ki so bili tlele, pa te, ki so pri Bogu, da nam pomagajo, da bi bili v tem času to, kar je prav. Smo na razpolago za pogovore, za spovedi, za maševanje. Se mi zdi, da maševanje je res tako lepo, ker toliko ljudi srečamo, pa jih niti ne poznamo, kam pašejo. Ker mi nimamo župnije, ne? Mi smo čist en otok, ena eksota, ne? In pomagamo župniku. In pa lahko prideš vse povsod, ne? In zdaj posebej v tem času, ki je tako res drugačen čas, no? Tudi tako, jaz bi rekel, res, da je težek čas, ampak zelo svet čas, ker je toliko, smo toliko krhki, no? Ja, ampak zame je to sveto, ker je več lahko prosojnosti za Boga, naše telo, zdaj lahko bolj žarči to, kar smo poklicali, ne? In in je lepo, res je lepo, no? Pa če greš tako lepo ulici, sem vam že rekel, če gremo kam delati, če gremo na obisk, če mi delamo, pa kdo pride k nam. Ja, tako, kaj je, no? Zadovoljen si videti. Nepošteno bi bilo, če ne bi bil. Res, ne fair bi bilo do Boga, če ne bi bil zadovoljen. Res. Pa po moje vsak,
ki tle živi na tej zemljici. Nepošteno bi bilo, no. Jaz verjamem, da ljudje, zdaj, ki se z njimi srečujemo, ogromno je stisk pa negotovosti, posebej teh materialnih vidikov, pa so kakšne stvari se pokazale, ki so bile že malo pokrite, se zdaj vse odkrili, pa je težko. Jaz vem, ampak v osnovi jaz mislim, da moramo biti mi hvaležni, no? Da je nepošteno do Boga, ker nas je postavil z enim takim čudovitim, da smo tle, no. To je tako dobro načrtovano. Res je to dobro načrtovano, smo mi tle, ne. In prav mi, ne, prav mi. Pa zdaj recimo mi dva, zdaj tale loški okoliš, ne. Prav mi smo tle, evo. Na eni taki potki zdaj, na eni taki hoji, da se naučimo, koliko mi je dano, sprejemati in dajati naprej in biti hvaležen. Ja. To mi je tako dragoceno. Zdaj smo v postnem času liturgičnega leta Katoliške cerkve. Ja. Kaj ti pomeni postni čas? Kakšen je pomen postnega časa? Ja. Vedno bolj se mi zdi, da razumem to. Ali pa rečeva, da vedno bolj prav. Začel se je tam v študentskih letih, ko so vsi nekaj post, smo se odrekali čokoladi, smo se odrekali, ne vem kaj še, čudnemu govorenju, smo se odrekali, da bi bolj študirali, da bi lepš molili, to so bile take akcije, ne. Zdaj pa nekako vidim, no, da jaz si predstavljam post, da je res ena taka večje zavedanje, kako Bog živi, kako Bog po nas živi, med nami živi, to mi je tako lepo in da te razvade, ki jih imam, ne, ali pa vse to, kar udira v moj vsakdan, pa v naš vsakdan samostana, da znamo pa tudi prepoznati s tem, ne, in da to pa res damo nekako preč, poskušaš dati preč ali pa vključiti v to, kar si, ne. Sej, jaz verjamem, da kogar Bog ljubi, temu vse pripomore k dobremu, ne. Je vse dobro, no. Tako da zdaj nisem jaz kakšen strašen asket, ne. To pomeni, da bi se mučil, pa to. Meni že kdaj življenje, pa dan težek, ne. In to sprejmem kot eno tako, lej Bog, to si mi podaril, da lahko zdaj z veseljem ali pa z enim takim tvojo močjo, pa tvojim življenjem, pa s vsem, kar sem, lahko dam, kar moram, ne. Tako en taka predanost trenutku, no, to se mi zdi post, da je vse v Bogu, no. Ja. Sigurno pa mi je zdaj dragoceno, zadnjo smo gledali bratje en film, mi je tako prišel na misel, zelo je bil podoben enim misionarjev, no, in zelo mi je bil dober ta trenutek, kako Bog je šel križev pot. No, in sem se dobil zraven in sem tudi tisti križev pot, ki ga tudi molimo, ne. Naše poslanstvo je molitev, a ne, je biti v Bogu ta prvo in tukaj sem hvaležen, kako vas lahko vključimo. No, in takrat sem tudi, ko zmolimo križev pot, toliko zaznal, kot da sem jaz z Jezusom in da skupaj greva, no. Tako me je zelo močno, no. In ko tako vključiš sebe, se mi zdi, da pridemo vsi skupaj zraven, no. Tako zelo dragoceno mi je to. Vključevati Boga, ki se je tudi postil, pa ki je tudi pojedel, kar se je pred njega postavilo, pa ki je šel med ljudi, pa ki je bil na samem. Se mi zdi, da to logiko vsi lahko prav v postu, to logiko, kako smo v Bogu, še bolj poglobimo, no. Veliko mi pomeni. Se pa nasmejim, no, to ti še lahko rečem, se pa nasmejim, ampak sem vesel tega, da sem bil tiho. Na začetku posta pride ena taka mlada družinca, tako luštno hodi v Bogu, tako začenja, tako spoznava še bolj osebno Boga, pa mi pravita, mož pa žena, sva se odločila, da nama čokolade jedla. Pa meni je bilo to res smešno, ne. Ampak sem vesel, da sem bil tih, res, da sem bil tih in samo to sem rekel,
pa to verjamem, da tudi po en božji duh z mene rekel, ja, nekje je treba začeti. Ja. In to je bilo tako dobro, in sem tako ponosen, a veš, lahko bi rekel, pa kaj to, pa a veš, če bi sebe samo, a veš, ampak ne, nekje je treba začeti, ne. Ja. Povejte, v posnem času, bratje Kapucini, kaj bolj obremenjeni se vaše aktivnosti pomnožijo? Je to kaj bolj obremenjen del leta za vas? Ja, tle v Loki kar, to lahko res rečem, da ko smo prišli, tam pred korono, ne bi zdaj lahko rekel, je bilo res veliko spovedi, veliko teh pogovorov, vedno več, no, zadnja leta, in to je tako zelo dragocen. Ja. Veš, ti si tam kar po 2-3 ure, včasih v spovednici, ne, a veš, in prideš ven, čas se ti ustavil, prilagajanje še več, vse se zmenimo, kdo bo in tako naprej. Včasih, veš, tudi prideš malo obtežen, pa sam nisi dobro, veš, pa se malo tako se čuti, da si malo napet, pa se to kar trosi naprej, ne. Tako da je en težek čas je to, ja, postni čas je težek čas, ne. In spet rečem, ker je težek, je človeka toliko manj in lahko sam sebe umreš, ne, in je več, manj je več. Bog. Ja, ne, Bog to pomeni, ker tebe manj, je Boga več. Ja, da se prav razumem. Tako. In v postnem času je tudi čas, v katerem se vrstijo dnevi Škofjeloškega pasijona. Tako je. Letošnji so se začeli prav z današnjim dnem. To je to. Za letos načrtovane uprizoritve ne bo, ti je kaj žal za tem? Ja, to pa po moje prvič vprašanje tole slišim. Ne vem, a mi je žal ali ne, ampak to v takih situaciji ne bi mogli, no. Ja. A veš, zdaj smo že toliko bili, že eno leto je to, a veš, pa smo tuhtali, pa se bali, pa z Borutom smo govorili, pa ekipa na občini z Jakobom in Tinetom, pa Tomaž. A veš, in ne veš, kaj je prav, kaj ne, ampak ko smo se septembra odločili, da ne bo, da bo predstavljeno 22, leto 22, ne, in bok smo bili tiho, ko smo mogli biti tiho, da te izjave še ne moramo dati, ne, se mi zdelo toliko dobro, toliko prav, ker ne bi mogli, ne, in ne vem, če imam na to odgovor, ne. A je prav ali ni prav. Vem pa, da bo lahko leta 22 res tako bolj v dihanju. Pa vesel sem zraven, ker se dogaja še zadeva, to lahko Škofjeločanom rečem, da bo tudi Zajnunski samostan postal majčkeno več in mogoče celo preroško pasijonska hiša. Bomo videli, to molite, molimo, kličemo Svetega Duha, to se treba zmoliti, da bomo imeli res en prostor, kjer bo lahko postal tudi med pasijonom za obiskovalce, pa tudi za nas, pa rečemo za nas in za obiskovalce, en kraj tudi druženja, pa tako, da bo rekel, to je pa res naše, ker je res naše. To je res naše. Ja. Všeč mi je to, no, da je pasijon naš, da tudi, ker se z igralci te, ki že bodo, ki so rekli, mogoče mi kdaj kdo reče škoda, ampak razumemo, ne, nimamo kaj, boljš tako. Torej, kdaj si se ti srečal s prvič Škofjeloškim pasijonom? To sva nekaj že govorila. Ja. Bratje Kapucini ste najbrž prišli na kakšno uprizoritev. Ja. Čisto po pravici povedano. Jaz nisem prišel še na uprizoritev sem, ker se mi je zdelo preveč pompozno, malo tudi bahanje. Čisto po pravici povem. Smo pa naredili po naših župnijah, v Vipavskem križu smo naredili 3-krat Škofjeloški pasijon po Jezusu Kristusu. Tako z mladino, pa je prišlo res ogromno ljudi, enkrat jih je prišlo čez 2500 ljudi, tako res taka množica, smo naredili prvo procesijo in vsi smo šli čez te tekste, Božjo besedo, igralci so bili starši, otroci, to je bilo, igralcev je bilo nekaj čez 100 tudi.
Ampak to se mi je zdelo tako super v Vipavskem križu, ker čez cel mesec smo šli in smo doživljali in pa na našem vrtu, ki je tako res malo spetina, smo prbili in vsak je prbil svoj žabu, smo tako doživeli, jaz sem takrat tako jokal, sem rekel, bog, koliko imaš ti nas rad, ne. Tako da jaz sem se takrat, no, pa so prišli pa Škofje Loke pogledat, ne, evo, zdaj pa Škofje Loka prihaja, ne, to smo mimo tisto, veš to prav, in pa jaz sem bil pa tako, pa kaj se zdaj ta Škofje Loka nekaj bahala, ne, s tem pasijonom, ne, in tako naprej, ne, tako, čisto popravic povem, evo, tako je bilo, to je bilo leta 2010, ko smo šli dol. No, in tudi ljudje smo se strašno zbližali na Primorskem, to smo vsi smo prišli skupaj, naj bo verujoč ali pa ne verujoč, hodi v cerkev ali ne, je lump ali je to, le je bil povabljen in je prišel in nas je spremenil, to spremeni. No in pa so pa povabili Škofjeločani, da ne pridemo gor, pogled, kot da se mi zdi, 2011 se mi zdi, smo pa bili, ja, možno. 2009 je bila uprizoritev? 2009, tako, se mi zdi, da smo takrat bili, ja, zdaj se čisto ne spomnim. To, no in pa poj smo ostali povezani z Lojzetom Florjančičem, pa z Ano, in se jim je zdelo fajn Škofjeločanom, da smo mi dol začeli tudi. Tako, no. In takrat se mi zdi, jaz sem v bistvu čist drugačen pasijon doživel z mladino, ki sem imel, pa z starši, pa z župnijo, dol pa brati, in smo tako križ, Vipavski križ, potem sem pa sem prišel, tle so pa s križa rekel, Joško, zdaj greš pa v Loko, zdaj pa bo pasijon, ne naš mečken, tam je pa velika reč, ne. No to, in potem sem pa opazoval, kako tle poteka, ker sem takoj padel noter v 2014 so že bile preprave in sem res bil opazovalec, ne, in sem res rekel, to je pa res velika reč, ja. In potem sem bil pa bolj skrhan, bolj ponižen, pa sem rekel, ti ljudje pa res toliko srcem tudi delajo. Ja, veš, ker imaš občutek, veš, mi smo pa škofjeloški pasijon, ne, pa je res velika reč, no. In zato, mogoče zato, veš, da sem dobil pravi pogled in pravo, kdo smo tle, ne, in kdo so tle. Torej, ti si kot to duhovni vodja Škofjeloškega pasijona sodeloval že za uprizoritev 2015, če prav razumem. Ja, čisto prav razumeš, ampak čistko neposrečeno, posrečeno, to je bil splet okoliščin, tako kar je skos nekaj. Pride Milan, Golob, bil je izbran za režiserja, zraven je prišel še vodja, ki je bil takrat Matej, prijete v naš samostan, je slih na vratih, ja, sta rekla, mi dva sva pa režiser in vodja projekta, pa si ona sem rekel, super, to je pa naše, ja, veš tako, nič najavljeno, nič, in potem sem rekel, super, kaj pa želite, no in pa je bil en tak lep srečanje, pa smo se vedno bolj bližali skupaj, jaz sem pa je takoj rekel Milanu, Milan, si veren, imaš odnos do Boga, je rekel, sem rekel, nič hudega, imaš tle nas. A veš, smo mi tle, ne? No in potem sva se tako zaznala, da je pa, sem rekel, če kaj rabaš pomoč, jaz sem tle zraven, mi smo tle zraven, to je naše, ne? Ti boš že naredil tehnično dober, ampak vsebinsko ti pa mi lahko malo pomagamo, ne? Ja. Je rekel, pa si vsebino sam imam, sem rekel, je več pasijon, ke pa vsebina. Tekst, ne? Je več, ke pa tekst, ne? Tako da, pa jaz sem v bistvu se čistko, samo iniciativno sem bil postavljen, zato rečem, da me je pasijon povabil noter, ne. Ja, ker prej ni bilo, prej niso toliko vabili, saj bil Metod je bil, sem pa tja kakšen nasvet, ampak da bi bil pa on tako, kakor sem razumel, ali pa Robert je enkrat rekel, pridem gor, so me pa grdo gledali tam na prizorišče, ne, a veš, po večini, no, pa tam delam. Tako da se mi zdi, da smo res tako naredili, da je tudi pasijon zrastel, ne pa 2 leti nazaj smo tudi postali tudi mi nosilci pasijona, ne, tako da sta Kapucinski samostan in občina, zdaj tudi na ravni kulturne dediščine in tam so se na ministrstvu so se tako oddahnili, so rekli, se je res tole je bilo kar nekaj, ne,
kako bo občina nosilka pasijona, če nima tega, ona je samo organizatorka lahko. Ne. No in zdaj stvar je zelo lepo narejena. No. Ja. In zdaj počasi rinemo naprej. Jaz se res veselim, no, da bomo začeli. Tako se mi je zdelo, ko sem samo opazovala, da res ni bilo te vaše aktivne prisotnosti, tega duhovnega vodstva, zdaj pa to prav tako postavljeno in če prav razumem, bo šlo tako tudi naprej. Jaz mislim, da mora je tudi v smer. Tudi župan vidi, pa tudi ekipa, da Kapucini smo zraven, ne? In smo tudi v teh samih komisijah oziroma samih teh pripravljalnih skupincah. Ne? Tako in ja, se je odkrili in je prišel čas, da smo mi tle zraven in je zelo dragoceno. No? Jaz vidim, za nas je dragoceno. Ne? Mi smo se bali tega, pa veš, pa kam jaz tam, pa kako mi jaz tam, pa se nobenega ne poznam, pa to je 900.000 ljudi, ne? 1000 ljudi, 900.000, ne? Kako mi jaz tam. Ne? To, da je bil od nas tako en strah, ne? To sem tudi razumel malo. Ja, zdaj smo se pa, in je, zdaj bom pa malo naredil tako že za novost, ne, leta 22, je Borut rekel, Kapucini boste na začetku procesije. Bravo. Ja, nič ne bodo oblečeni igralci. Ne bodo le igralci. Ja, ampak boste vi. Boste ta pravi Kapucini, tako. Ta pravi Kapucini in to zdaj se že pripravljamo in bo eden od nas bo vedno na začetku procesije pozdravil. Zdaj, bo imel napisano, bo tako govoril, ne vem, to smo še zmenili, ali pa od vsakega posebej. Ne. Tako da mi je zelo lepo, ker jaz sem se z tega pa res hecal. Sem rekel, lej, koliko smo nesposobni bratje, ne, da morajo nas igralci oziroma... Uprizarjati. Ja, uprizarjati. Pa sem rekel, super, sem malo na hec obrnil in tako na plus. Ne. Sem rekel, zdaj nas je pa Kapucinov z vami ured 5 več v Sloveniji, ne. A veš, to je le 5 Kapucinov, pa Orenk so bili to deci, ne, to so super Kapucini, ne. Ja, ampak so rekli, ne, mi imamo doma še žene, pa sem rekel, to pa ne bo šlo. Ja. Tako da, imamo vedno večjo in tudi Borut pravi, vse stvari in spremembe, recimo letos smo že šli čez pogledati, kako bi bila in kako bo 22. leta struktura. Smo šli čez, smo se skupaj usedli, mi bratje doma, pa Borut je prišel k nam. Res super, krasno. Zdaj je prišlo do ene take... Ja, prosti. Zdaj je prišlo do ene take kolizije, do ene take povezanosti končno, ki se jo res škofjeloški pasijon zasluži in mislim, da se bo to tudi poznalo pri izvedbi. Ja, tudi mi smo se verjetno bolj sprostili, smo se čutili vključenega, a ne, ker prej, jaz mislim, da smo bili tako malo izključeni, no, ali pa samo kdo je bil vključen, ostali so bili bratje izključeni, ne. Zdaj pa se mi zdi, da nas vse vključujete, no, tako da sem res hvaležen. Tako se zdi, kakor da ste se nekaj časa samo ogledovali, potem pa ste se približali in res povezali z mestom. To mi je zelo všeč. Vidim tudi na programu Dneva škofjeloških pasijonov, pri koliko dogodkih, pri večini dogodkov ste, bratje Kapucini, vključeni, sodelujete. Kako pride do teh sodelovanj? Verjetno to, kar se je že razložil, a ne? Malo vi pridete naproti, malo vas povabijo. Tako, ja. Veš kaj, skupaj se dogovorimo, skupaj vidimo, mi damo kakšen predlog, a ne, vsej poznamo stvari, kako tečejo, potem pa, če občina to podpre ali pa sami kaj naredimo, lej, super, a veš, to se res lepo naredi, ne. Sej vsebino imamo mi, ne, a veš, če pa organizacijo da občina, ne, je pa samo še plus, to pa smo pa vsi zraven, ne. Ja. V času, ko je bil tukaj pater Romuald Marušič, ste bili verjetno številčnejši Kapucini v Škofji Loki in ste speljali vse sami. Veš kaj v tem, imaš kakšne podatke? Ja, so podatki, samo zdaj si me malo dobila z zgodovino, ampak nič hudega, saj ni spit. Ja, ne, ni bilo toliko veliko bratov, tudi tam jih je bilo 6-7,
ampak Romuald je bil tako res karizmatičen. No? To pomeni tako, da je znal pritegniti ljudi, znal je predstaviti ljudi, za njim so šli. To pa je, no, to pa je, sej vsak od nas ima ene darove, ne? Saj smo jih dobili darove zato, da jih delimo in če jih ne deliš, si revež, ne? Ostaneš sam, se ti vzameš tisto, kar imaš. Zagranjen, naveličan in tako naprej. Mi smo dobili, in to res smo dobili od Boga, te darove, ja, veš, in jih damo naprej in pa delamo in se tudi razvijaš ti kot osebnost in potem se dogaja stvari, ja, veš, in ti lahko samo gledaš in rečeš, wow, no in se mi zdi, da je bil tlele Romuald, se vidi, da je bil, ne, da je bil tak človek, da je bil lih ta pravi čas postavljen, ne, in 2015, sej letnica ta prava za pasijon je že bila 2015, ne, ampak ni bil pa še, je mečken bil svoje glav Romuald in ni še dobil dovoljenja, tako da šele 2021, oziroma 1721 je šele dobil dovoljenje od vseh inštitucij, ki je bilo potrebno in zato je ta 21 300 let. Takrat leta 1715 je še je šla procesija tako, kar je bila, ne. Ja, tako da Romuald je bil človek, ja, in verjetno je bilo tudi težko bratom, ki je bil toliko odsoten, ne. To nikjer ne piše, ampak si predstavljam, da je bilo bratom težko, ker so bili toliko sami doma, pa on je bil tak živ človek, ne, živ karakter in ja, verjetno tudi, ki je poživil malo samostan, je bilo tudi to, kdaj je težko, pa je toliko ljudi bilo na našem vrtu. Naš vrt je bil, vse veste, čisto tam do Sore, ne. Mi imamo zdaj te bloke, ki so Novi svet, to so vsi naši bratje kapucini pa kapucinke, pa že otroci se že vzgajajo, ne. Ja, tako da si velik. No, tukaj se je začel dogajati pa ta vrvež pasijona in pa je postavljati in pa je šlo z našega vrta lepo čez most, kapucinski notro mest. Čez ta most, ki ga gledava v ozadju. Tako, ja, ta čudovit most. Torej, pasijon je bil, škofjeloški pasijon je bil baročna pobožnost, značilnost tistega časa. Ja. Danes je bolj spektakel, gledališka predstava. Kako danes v tem sekulariziranem svetu pristopiti k škofjeloškemu pasijonu, da bo spet nagovoril gledalca, da bo postal udeleženec, ne zgolj opazovalec. Torej, da bo opomnjen na Kristusovo trpljenje in njegovo zasluženje na križu, ki je namenjeno nam, ne, gledalcem, udeležencem pasijona. Ja, v osnovi se to res reče, da je to amatersko gledališče, ne, ker so sami amaterji, ne. Ampak tlele se je pa zgodila ena finta Boga, ne, ker so te čudoviti amaterji, ne, ki niso napumpani, pa tudi igralci noter, ki so, ne, pa tudi, če je napumpan, kakor hočeš, jaz, Igor, ne, naprej, ne, Bog naredi eno finto, da te vključi noter. Ja. In ko začneš njegovo besedo govoriti, ne, in ko se postaviš v njegovo razmerje za eno osebo, ali pa če samo nosiš, ali pa karkoli, to te spremeni, to pa ni več igra. Ja, to pa postane dogodek. To si opisal tudi v tem, oziroma omenil tudi v tem nagovoru mladim, ki je v pasijonskih doneskih, to sem prebrala. Kako se vam je zgodilo v Vipavi? Kako ste to začeli? Ker praviš, da mladi niso razumeli tega tvojega sporočila, kako se mi hotel posredovati, kako jih pa Bog rad. Veš, kaj prva ruku ti govoriš, koliko nas pa Bog rad, pa vse to, kdo je bila Marija Magdalena, kdo je bil Juda Iškariot in tako naprej. To govoriš, ampak jih pa postaviš v dejstvo, da ima to zaigrati, ne, ali pa se spomnim tega stotnika Kornelija, ki s sulico prebode Jezusovo stran, ne. Sem dal enega najbolj navihanega fanta, da je bil stotnik. To sem res znal, ne. In ki je prebodel na predstavi, pride k meni pa pravi, Joško, Jezusa sem ubil. Sem rekel, ja, res si ga ubil. Je rekel, ampak sem ga res ubil. Sem rekel, kako to misliš? Je rekel, veš, kolikrat sem ga je zapustil. Veš, pa prije pa tako. In to je toliko noro, ne, veš, in reče, in pa je to meni tudi toliko sveto.
Ja, no in to Bog naredi tle v našem pasijonu. In jaz vidim, da vsaka oseba sreča človeka, ki ga bo interpretiral. Ja, to pa ni več igra, to pa postane dogodek, zgodba. Ja. No in se mi zdi, zato je fajn, da smo duhovni asistenti zraven, ker se tle dogodijo lahko velike stvari težke. Ne. A veš, imaš tudi like, ki so zelo tragični, ne. Grešnica, Juda Iškariot, tudi te, ki bičajo, ne, veš, in je fajn, da mu daš tudi svoj vidik in to so težke reči, ne. To delamo, ne, in zato rabiš pa tudi malo vse slišati, kaj se ti zgodilo, zakaj se ti to zgodilo. To, no. Ti, čeprav razumem, si potem spremljaš igralce, se pogovarjaš z njimi? Ja, 2015 sem, ja, zelo intenzivno, 2022 sem pa tako tudi malo mišljenja, da bo z Borutom veliko skupaj z njimi. Ja, s temi ta glavnimi dosta, ne, se bo videlo, kako še bo, no. To nas še čaka. Torej, opozoril si, da lahko postane igranje teh vlog v pasijonu rutina, da postanemo neobčutljivi za sporočilo in razvrednotimo čut bolečine Boga do nas. To je nekako peljalo v razvrat in prepoved uprizarjanja škofjeloškega pasijona konec 18. stoletja. Kako rokovati s pasijonom, da se nam to ne bi zgodilo? Kakšen je tvoj nasvet? Ja, glih to, kar zdaj govoriva, ne. Sigurno človek mora narediti eno distanco, ne, zdravo distanco, da si noter, pa da vse glih ostaneš ti, a ne, to posebej v amaterskem je težko, ker to igralci znajo narediti, ne, to distanco do osebe. In bolj, ko zmoreš uživeti se v to osebo, pa bolj, ko postaneš ti, boljše je, no. In to po moje, da razvrata ne more biti. Je pa res, razvrat pa pride takrat, ko pride pa neosebno, ko rata tehnično, ko rata rutina. Zato smo zavarovali, da je razdalja med pasijoni, da ni vsako leto, ker bi bilo preveč in bi ratal res tehnicizem. Tako pa ostane ta časovna distanca. Pa to pričakovanje, pa skrivnostnost, pa teža, ta prava, ne, tudi jaz verjamem, da tam nekdo, ki je enak tam kot Jezus na križu, ne, da ga zebe in da kaj spije, ne, jaz verjamem, da to lažje preživiš tam, ne. Ampak, veš, zdaj to pomagata, ne, da to rata prav. Da ne gre predaleč. Da ne gre predaleč, ja. Tukaj se mi zdi, da imamo veliko vlogo, ne, vsi. In drug, da spodbujamo, a ne, da postaje stvar dostojanstvena, ker veš, pa je tudi tam se preblačiš, pa tako naprej. Jaz verjamem, da je to bilo divje, ne, pa si pod adrenalinom, pa kar junc tam, a veš, prebijaš. To je adrenalina ogromno, ne. To so vse take stvari, a veš, ki so zelo naravne in ki jih igralci že znajo kanalizirati tlele. Teli domači, amaterski gledalci pa moraš malo pomagati in vedeti, da se to lahko zgodi in tle. Tako da jaz sem vesel, da je to zavedanje, da se govori več o tem in tako naprej. Je pa tudi od režiserja odvisno, ne, kakšen od nas ima on do tega, tako da zdaj, ko imamo Boruta, Borut res živi v Bogu, v cerkvi, s pasijonom, s pasijonci, z nami brati, ne, to res, pa imamo še Jakoba, ki ima tudi en čudovit odnos, tudi do cerkve, en krasen odnos z občino, pa imamo Tineta, ki odkriva lepoto pasijona kot župan. Zdaj imamo res imamo toliko lepo nastavljeno, pa smo mi tlele se tudi ponudili za vsem, kar smo, tako da, Bog preprosto, evo nas. Sadovi tudi ne bodo izostali. Tako da mi se zelo veselimo te, upajmo, da bo, ne, naslednja prizoritev od naslednje leto. Ja, ker ta, ki pride pogledat, te, ki pridejo pogledat, veš, saj pridejo malo tako kot gledalci, ampak če bomo o to, kar sem zdaj povedal, ne, če se zmore to vse, saj to
to ni naše drugače, ne, ampak če res predamo Bogu, ne, pa da daš sebe tako, kot je, ima gledalca rukne, ne, to gre spremenjeni, so spremenjeni z našim škofjeloškim pasijonom. Vse to mi govorijo, kamorkoli pridem, ja, mi je tako pa en mir bil, sem prepoznal to, prepoznala to, sem rekel, wow, ne, tega mi sploh ne vidimo, ne. Bomo zvedeli v nebesih, ne, vse te povratne informacije. Ja, ali pa če se srečamo, ker ti bo povedal človek, sem bil v Škofji Loki, sem bil na pasijonu, pa sem jokala celo pot, pa mi je bilo tako težko, ker sem videla to, ampak sem pa šla, sem rekel, wow, kako lepo živiš, kako lepo mi je živeti, ne. To bi bilo pa še dobro malo spremeniti, no, to, ja. To je tudi sporočilo in povabilo, seveda, škofjeloškega pasijona. Povej mi, Jožko, a imaš morda kakšen najljubši prizor v pasijonu, nekega svojega najljubšega igralca, pevca, ali nekega igralca, ki je najbolje predstavil vlogo oziroma odigral vlogo? So ti kakšni liki bolj priljubljeni? Ali pa kateri izmed igralcev posebno? To nimam, to priznam, da nisem tak človek, da bi tako seciral. So mi pa kakšni liki, tako, kdo je dober igralec, to nimam, pa tudi, če ne poznam čisto dobro, kakšni čist ekipa skupaj prišla, oziroma igralci skupaj že. Mi je pa zelo lepa podoba Raj, to še nisem nikjer doživel, da bi Raj tako, pa te angeli, ki predstavljajo, bil rdeč, bil z Bogom, a ne, Bog govori rdeč človeku, to je tako dobra rešitev. Pilat mi je krasen, tako, v bistvu vsaka figura ima nekaj. Ja, tako da, v bistvu, če bi zdaj naštel, bi vse, ne. Vse nagovarjajo. Ja, vsaka ima svoje, no, vsaka ima svoje. Kaj pa glasba? Izvorna glasba se je izgubila, zvočno podobo sta vnesla skladatelja Tone Potočnik in Andrej Mison. Ja. Zadnje dopolnitve v letu 2015 je doprinesel tudi Jaka Strajnar, Tovkalec, Bobnar. Kako te pa nagovarja glasba v pasijonu? Si to kaj začutil? Močno, ja, močno. Jaz sem človek glasbe. Tudi, ko smo imeli že v križu, smo dali vmes glasbo od Webra. Pije Jezu, pije Jezu. Ta motiv se je ponavljal in poje variacije. Tle mi je glasba čudovita. In vem, ki je Andrej Mison enkrat igral med eno mašo, ki je bilo samo tako preludi, je igral lih pasijonsko, sem rekel, wow, kako je to lepo. Ja, lepo nam je. Letos bo, oziroma drugo leto, bo eno presenečenje na koncu, to pa še ne povemo, ja, bo ena glasba, ki pa res paše, to pa še ostane skrivnost. Se zelo veselimo, hvala za ta odsvirček. Bo en glasbeni dodatek, ki bo pa, ja, okej. Jožko, ne smeš se ga povedati. Ja, sej, nekaj je že prav, da nas malo bolj spodbudiš, tako že komaj čakamo, da se bo spet ta procesija, pasijonska procesija odvila po trgih in ulicah. Jaz mislim, da Škofja čaka sama, da kraj čaka sam, ne. Mogoče mi je kdaj malo težko, to tudi iskreno lahko povem, da tukaj Ločani, ki živijo, posebej na Zgornjem trgu, ne, včasih vidim, koliko jim je težko, ne, po mojem njim je res težko, no, ker se pripravlja, pa razbija, pa ropota, pa včasih vidim kakšno družino, ki se tako umakne v svoj, hitro gre v svojo hišo, v svoj dom, ne, pa rečeš, joj, kako bi bilo lepo, da bi, ampak ne more še, sprejeti čist. Ampak jih počasi jih vabimo zraven, ja, to mi je malo težko, no. Ne vem, če sem razumljiv tlele. Te ljudi, ki živijo čisto na placu, pa ki imajo stanovanja, se mi zdi, da jim je včasih malo te priprave so težke. So bolj obremenjeni, seveda, z vsemi temi. Se malo ustrašijo, ja, no to mi je težko in pa rečem, lej, Bog lej ti jih objemi, ti jih pozdravi. Verjetno so tudi to ljudje, ki ne marajo čist tega dogodka, cerkve.
ja, ali pa poznajo premalo, samo z medijev in tako naprej, ne more čisto široko. To mi je pa težko, no, ampak glej, ne moramo se temu izogniti. Zdaj, prekoračila sva že čas, ampak nič ne be. Škofjeloški pasijon je vreden tega in tudi Jožko Smokavec, naš današnji gost. Sem vesela, ampak bi pa za konec malo pogledala tudi tvoje vloge, a ne? Namreč ti si odigral enega Jezusa, čudovitega Jezusa v eni predstavi. Nam lahko kaj več poveš o tem? Ja, seveda. Kako je nate vplivala ta vloga? Saj sem videl, da ste dali to na plakat. Ja, vzeli smo iz tvojega Facebooka, očitno je najpriljubljenejša ta fotografija. Pametno in jo ne morem zamenjati, ker mi je tako dragocena. To je v bistvu srečanje z Mati Terezijo, ko Jezus pride k njej, ki je v veliki stiski in potem, ko se mu odpre, zaplešeta. V bistvu Mati Magdalena, Mati Terezija, pa Jezus tle plešeta. In to je bil tako dober moment, to je bila tam 4. postaja oziroma 4. prizor. Ja, to je bil, mladina je naredila sama in so me povabili, da bi Jezusa igral, sem rekel, jaz pa ne, jaz pa res ne morem igrati Jezusa. To je bilo tam leta 2009, 2008, 2009. Kje ste se srečali za sodelovanje? Kako ste začeli? Poznamo se z Stične smo se spoznali, pa jaz sem enkrat imel za njih duhovne vaje, za to isto mladino. In na tistem, jaz pa nisem vedel, v tistem času, tistih duhovnih vaj so napisali 5-6 prizorov. To so strašno, to so skoroške mladine bile. In potem so pa samo še muziko, ki je bilo to 4-5 glasbenic, pa en glasbenik, in so naredili muziko zraven in potem so začeli iskati igralce, no in potem so me po 3 mesecih z mene dobil. In sem pa rekel, grem, če bo igrala Vesna Jugova, Mati Terezijo. Ja. Ona se je pa izogibala temu, ki sem vam povedal. Ne? No in potem smo oba dva sprejela in pa bi pa enkrat en župnik rekel, v Sežani smo imeli predstavo. Tu smo imeli čez 30 predstav. Bilo po večini vse razprodan in pro bono smo igrali. To pomeni, da smo ves izkupiček, razen to, kar je bilo za prevoze, pa za farštekarijo, pa če bilo kaj treba plačati, pa dvorani smo tako dobili zastonj, vse smo dali v misijone, tam, kjer so te sestre Matere Terezije. To je bilo toliko lepo. Pa enkrat smo pomagali enemu fantku na Vožičku, v Ajdovščini se spomnim, bil toliko srečen. To smo res ogromno delali, no, in tako nas je tudi tako spremenili. No, in potem pa, ki je bilo tako konc, ne, to je bilo res hudo, no. To smo bili družina, to smo 2 leti dihali drug z drugim, ne. Veš, to je bilo res. No, na eni predstavi v Sežani, pa je bil en župnik, ki me dobro pozna, pa pravi, poslušaj, tale Jezus je pa malo preveč strasten do Matere Terezije. Ja, se verjamem, da je bil zaljubljen vanjo. Ja, veš kaj, in meni res med predstavo enkrat, to lahko tudi povem širni Sloveniji, ne, so z Vesno to imela, sem se tako res zaljubil v Vesno, ne, a veš kot Vesno, in jaz enkrat rečem, sem rekel, Vesna, jaz te imam tako rad, ja, seveda se imam še rad Jezus, ne, sem rekel, jaz te imam rad kot Jožko. Ja, ona je imela pa fanta tam, cela drama je bila pa je to, tako, veš, sem v sebi, sem rekel, kako zdaj, ne, ampak sem vesel, da je šlo v to, pa je se izrekla, pa da, ja, in je bilo super predstav, to se mi tam zgodilo na 9. predstavi, sem bil 90, ja. Res lepo. Pa je pa Ambrož Brezušek, to je pa en prijatelj moj, njemu sem pa rekel, on super pleše, on super poje, pa še lep je, a ne? Sem rekel, to bo najboljša zamenjava moja, ne? In pa je pa on tudi postal kapucin. Ja? Tako lepo. Aha, tam je že sodeloval in potem... Ja, potem ga je tako premletlo, da je pa po 3 mesecih je šel v Anglijo in se tudi odločil pa je nekako, da bo kapucin. No, pa tudi prvi režiser Škofjeloškega pasijona, Marjan Kokalj, je zdaj jezuit. Ja. Sem slišala, da je tudi ta pasijon naredil veliko v to smer za to odločitev.
Brati Kapucini sem malo pohecal, smo malo žalostni, ki je šel k jezuitom. Bi bili veseli, če bi ostal naprej Kapucin, ampak on pozna bolj jezuite, ki je iz tega tam Sevška je velikih šlo. No. Tako da, ja, ne, to smo mu že povedali in to je hec. Tako da pasijon spreminja ljudi, sva ugotovila, ne? To velikokrat vidiš, ko spremljaš igralce. Božja beseda, ta beseda, to je tudi taka moč, ne? Beseda, pa oseba, ki je, pa tudi če samo stoji v odnosu do Boga, to je sprememba. To kliče, to te noter te spreminja. Ne? Ja. To Jožko, ja. Izvoli. Ne, to vidim, vse to pravim, to vidim. To in vidiš, to je lepo, da vidim, da lahko gledam te zadeve zraven in da sem lahko zraven, da smo tudi čisto odkriti in rečeš, poglej. Brat Jožko, prekoračila sva čas, ampak vesela sem tudi za to. Hvala ti za sodelovanje, hvala ti za to, da si pač razkril svoje misli, svoje srce nam, vsem, ki so to spremljali. Verjamem, da je bilo veliko gledalcev, kajti mnogi so težko pričakovali ta pogovor. Zdaj sva ga speljala, upam, da so zadovoljni. Zahvaljujem se ti za to, da si sprejel povabilo, da si vzel čas za nas. Kaj naj rečem še, želim ti ves blagoslov naprej pri tvojem delu, pri Škofjeloškem pasijonu in v Škofji Loki. Dokler boš ostal med nami, smo te veseli in hvala še enkrat, da si bil tudi v knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka. Čeprav prek teh orodij, ampak to nam je dalo možnost, da smo se srečali. Ja, jaz bi tudi res se zahvalil za to povabilo, pa res za to je dragoceno povedati, tudi izreči stvari, ne. Seveda vidim, da so v meni že zelo osvobojene in tudi odrešene, to sem lahko vidim. In pa, da bi res bili hvaležni za pasijon, hvaležni za tale škofjeloški pasijon, pa da bi kdor lahko in kdo se čuti nagovorjenega, res kličemo k Bogu, za nunski samostan, za to, kar se bo zgodilo z vsemi procesi, za vse te igralce, vse te obiskovalce, to je naše, da bi res Bogu, pa ni treba zdaj ne vem koliko krožnih vencov, pa ne vem kaj. Dajte en poljub Bogu in reči, evo, Bog rad te imam, tle je moj poljub, tle sem jaz. Čist preprosto in to nam vsem skupaj privoščim. Pa da bili hvaležni tudi to, kar imamo in kar smo. To je pa druga stvar, ki bi pa danes rad rekel. Ja, vse vidite, kako poj. Bog poj samo še hara, samo še gre po nas naprej. Tanja, tudi tebi hvala za vse za tvojo prisotnost, pa da si me tako lepo peljala. Ja, z veseljem me je bilo, sem se veselila tega pogovora, sem vesela, da sva se tako lepo pogovorila. Ja. Zdaj, naj povem še vsem gledalcem, ki ne morejo spremljati prek Facebooka naših, bom rekla, pogovorov, da bo ta pogovor seveda predstavljen tudi na YouTube kanalu, ko bomo uredili ta posnetek za objavo. Za nocoj pa se tako tebi, Jožko, kot tudi vsem gledalcem zahvaljujem za pozornost in vam želim lep večer še naprej. Lahko noč. Živjo, lahko noč Bogom.